Na Portugalskem smo, veš kaj je tole? Daj mi zaprobat, pa ti bom povedal. Ne. Vsak let pride na slovenski avtomobilski trg ene par avtomobilov, ki so zares pomembni. Ta je zares pomemben. Pa je to vse, kar bom za zdaj povedal. To sem pozabil reči, en zelo hiter pitstop v Ljubljani, ker mi bo Anže Tomič, podcast Sultan, dal moj backpack, ki ga malo rabim, ki je not pasport. Dolga zgodba ne sprašuj, mislim, ni tako dolga. Je pa smotana. Jaz sem kriv. Stari, to je to. Zdaj pa v luft. Lega sonček! Večkrat sem pozen na čudga. Vidim, da nisem edini. Kaj zdaj? Kakšen kontrast, a? Unna ropota, ta pa čisti. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudi. V eni roki nosi sonce, v drugi roki zlati smeh. Hvala. So don't switch car at the coffee stop, you will switch tomorrow morning. Okay? A kar ta prvega, Jure? Ja. Ogromen zaslon, se pazi. A si kaj vesel slovenskih menijev tudi, a? Se sem ti povedal. 5. Clio. Peta generacija, ja? A imaš kakšno cifro? Pravda, da imam cifr. Ok, v Revozu so do danes naredili 4.433.000 avtomobilov. Od tega je bilo 1.950.000 Cliotov. A si ti zabavaš? Pa še nekaj. Clio je od leta 1995 najbolj prodajen slovenski avto. Pri nas ima že skoraj tak status, kot v Ameriki Ford F-150. Katrc pa, osvežimo spomin. 575.824. Dober začetek vloga. A sem se pripravil? Boš kaj jaz? A si ti malo metalik bradico dobil? Ampak ne se sikerati. Meni je Tina povedala, da ne greš dvakrat na noč scati. Avto zgleda kar hud, a? Kratek pitstop v Skali, zato ker so najdla en luštno lokacijo za dve dobre fotke narediti. Jure je že malo višji zlezel, avto je pa tamle, lega. Driver change, kaj je ta tudi rekel, da predvijo, ko se pele, ne? O, lega. Spaček. Druga smo dobili pa nekaj za malco. Jabolk? Neki? O, na Portugalskem smo, veš kaj je tole? Daj mi zaprobat, pa ti bom povedal. Ne. Pitstop, Jure je najdel sansko lokacijo, mogoče bi še malo bolj pasala kakšnemu športnemu terencu ali pa terencu, zato ker nismo na asfaltu, ampak na makadamu, vse ostalo. Evo, dec bo zdaj naredil, jaz bi pa lahko počas kaj v avtu povedal, a ne de? Če zelo na hitrico povzamem, pa bom več lahko jutri povedal, ker danes večer je tiskovka, pa takrat bomo zvedeli največ informacij. Digitalno, nadpovprečno podprt, LED žarometi serijsko, največji prtljažnik v razredu 391 litrov. Renault se je zelo potrudil, Clio je prodajen prvak na marsikakšnem evropskem trgu. Po par 100 kilometrih, ki sva jih ravno kar prevozila, si upava trditi, da bo tako tudi ostal. Ni švah. O, punce! Zdravo! Vse okej? Rušna družba zraven moje sobe. Tukaj le sem. Evo, pa še na steni jih imam. No, zdaj pa tako. 15 minut imam, da se zrihtam. Pa gremo tiskovko, kjer zvem veliko več, kot vem zdaj o novem Cliu. Pa gremo počasi spat, jutri zjutraj se zbudim, pa grem malo pred ostalimi tam, ki so vsi avti izbrani, pa povem več. A prav? Telefone v istem predalu, pa enega na drugem 3 ure. Wow. A new
design direction when Lawrence van den Acker. Evo, naslednji dan, jutro, z največjim veseljem pokažem, da je Renault sem pripeljal vse Clio, to se pravi od 1. do 5. generacije. In tako pa šele vidiš, kakšna dolga pot je za avtom, ki je prišel na trg kdaj? Leta 90? Pa ne samo to, se spomniš tiste legendarne reklame. Moje rabi, Atahalan Clio. No pa je šlo pa tako, od 1. čez 2. pa preko ostalih generacij, vsak od teh Clio je imel eno posebnost. Ta je bil recimo izredno prostoren glede na segment, v katerem je nastopil. Če se jaz prav spomnim, je bil ta Clio prvi malček s 5 zvezdicami na Euro NCAP testih. Jenač pa smo pa že skoraj na danes, tole je predhodna generacija. Tudi ta je bila za Renault zelo pomembna, med drugim, ker je začela uveljavljati njihov nov design language, nov oblikovalski jezik, ki je pol vplival tudi na druge Renaultje. Danes smo pa tukaj, 5. generacija. Oblikovno, več kot očitno, sam evolucija. Ampak tisto, ki se dogaja pa pod havbo, pa v kabini, stari, tam pa lažje lahko uporabiš besedo revolucija. Ok, ta avto je zaklenen. Gremo najti enega, ki ni. Zagrabil je ne ključem, zdaj pa lahko povem, zakaj pa na kakšen način, tudi v podrobnostih, je ta nov Clio boljši od prejšnjega. Mislim, od vseh prejšnjih. Gremo najprej not. In glede tale, ki sem ga zbral, tale ima opremo RS Line. Čakaj, vidiš, se tukaj le piše. To pomeni, da liči, da je podoben te pravim RS-om, predvsem z detajli v kabini, le ti bom pokazal. Za začetek, da poglej, športne zice. Tudi zelo čvrsti so, mislim, dobro primejo. Ok, zdaj pa kaj je Renault naredil, da je izkušnja tukaj drugačna? Za začetek tudi občutek prostornosti je malo boljši, zici izgledajo že v osnovi ful boljš, pa ne sam pri temu, ki so športni. A veš, vse skupaj se začne že pri volanu pa pri instrumentni plošči. Renault je zelo dobro povedal, ker je rekel, lej, pri prejšnji generaciji Clio smo bili bolj pozorni na detajle, informacijska vrednost ta je bila pa mogoče malo manjša. Zdaj, ne samo, da gre v osnovi, tako kot sem že včeraj pokazal, za digitalni izdelek. Mimogrede, ta je digitalna sam na pol, vidiš, sredinski del je digitalen, levo pa desno. Pa Renault v tem primeru še zmeri zagovarja klasiko, ampak kmalu se bo pa tudi to spremenil, ker bo kmalu vse, kar tukaj vidiš, zaslon. Lej, takole bo izgledal. With a 10-inch display as the driver display. It is customizable, you can show the map in the cluster for a better navigation experience, but you can also have a traditional display with 2 gauges. Koliko 9,3 palca? Ja. Airlink je izboljšan vmesnik, ker je zdaj tudi bolj easy, zato je Easy Link. Jure govori o tej zadevi. Tukaj prosto stoječ zaslon, evolucija Airlinka, to se pravi Renaultovega vmesnika, ki je po uporabnosti boljši, ki je bil prej. Odzivnost, menijska struktura, vse skupaj je malo bolj user-friendly, zato je Jure rekel, ne, Easy Link. Kaj pa je s tem modelom, lega? Polica iz dvojnega dna. So pa kakšna stikala v tem avtu že precej znana. A veš, kje smo recimo točno tale pa tale set že videli? Dacia Duster, in to ni nič slabega. Moram reči, da ne samo, da so estetsko precej prijetna, tudi luštno jih je zagrabati, da imaš kombinacijo digitalnega upravljanja pa tistega na roke, old school. Mimogrede, a ti veš, da je bil prejšnji Clio prvi avto svojega segmenta, ki je imel touchscreen? Drugač pa še nekaj zanimivega. Druga vrsta. A veš, Renault se je dosti pametno vsega skupaj lotil. Placa za noge je recimo za 2,5 centi več, že samo zato, ker sta zica tanjša. Renault je tudi eno tako dosti luštno sliko pokazal na to temo, ne samo, da sta tanjša, tudi ergonomsko boljša, sedaljni del je boljši. Daj poglej to sliko, primerjavo 4. pa 5. generacije. Pa če že kažem slikce, še eno bi rad pokazal primerjavo odlagališč. Prej pa zdaj. Prej jih je bilo predalo odlagališč za 22 litrov, zdaj jih je za 26, takoj boš pa videl, kje so pridobili. Predal pred sovoznikom je en primer, ostalo pa poglej. Dobro, kufr sem že nekaj povedal, namesto 330-391 litrov, spet bom pokazal eno sliko, ta pa ponazori, zakaj je pri temu boljši dostop. Poglej. Žarometi, te so tudi dosti pomemben del zgodbe. To pa zato, ker bo vsak Clio, ne glede na opremo, svetu s tehniko let. Upa, še nekaj sem skoraj pozabil pokazati. Vidiš havbo? Ena, druga guba, tudi zaradi tega zgleda malo bolj šarf, ko se oblaki lepo odbijajo v tej obliki. No, zdaj se pa preselimo malo k tehniki. Njegov inteligenčni kvocient je dosti višji, avto je dosti pametnejši. Zdaj, sistemov, kako ali pa drugače temu avtomobilu, pa vsebini, to se pravi potnikom pomagajo ogromen, izpostavil bi recimo tudi to, da bo ta avto lahko opremljen z radarskim tempomatom. Radarski tempomat je tamle, ja. Ne, radar je tamle. Pod spred so tudi 3 kamere. 3 kamere? 1,
Ja? Sem ta služ bolj za parkiranje. 2, 3. Une dve sta zakaj? Ta je za tretje oko. Znake bere pa pomaga preprečiti nalet. Ima pa recimo tudi sistem, ki pomaga avto zadržati na voznem pasu, če ti nisi dosti pozoren. To so včeraj z Juretom preizkusila, super dela. Čakaj, da najdem fifek. Z motorji je dosti preprosta zgodba. Imaš dve izvedenki litrskega motorja. Ta prva ti ponuja 75 ali pa 85 konjev, ta druga ti ponuja 100 konjev. Tisti avto so peljala včeraj, mimogrede povprečna poraba je bila tam 6,5. 6,5 sva imela porabo, ko je on vozil, pol pa, ko sem jaz peljal za drug del, sva imela pa 6. To je tudi res. Lej, tole pa ta tretji benciner. Prostornina motorja 1,3, konjev 130. Pol pa leto dopolnjuje tudi dizel, 1,5 litrski izdelek s 85 ali pa 110 konji, 2,20 pa prije tudi blagi hibrid. Jure, baterija? 1,2 kWh. Kaj to pomeni? Ja, to je za eno žehto, no. Ni pa tu priključni hibrid, ono bodo pa prišparali za kapturje. Se veš, malo več dna, večja baterija, pa tudi večji električni doseg. Jure, mislim, da se nam bo tale pridružil. Cena, zjutraj. Mim tega pa ne moramo. Jure je skoraj sapo spustil. Regimento d'artillerija. Ti si se hitro dal. Stari, nisem vedel, da je Canon delal tanke. A si ti vedel, da je Canon delal tanke? Stari, Canon je včasih tanke delal, stari, zdaj pa fotiče dela.